Ja, jaz pa jezo, ki smo jo včeraj videli na ulicah, razumem. Nabira se že 2 leti in to, kar se zdaj dogaja, ni od včeraj in ni novo. Vlada je 2 leti to krizo upravljala tako, kot jo je. Vse zadnji hip in na silo. In posledice so bile, kakršne so bile. Imeli smo najdaljšo policijsko uro v regiji, imeli smo najdaljše zaprtje šol v regiji, zapravili so milijarde evrov za reševanje krize. Vprašanje, koliko denarja se je izgubilo s korupcijo, ki praktično vsem na očeh, zakoni v tej državi nič več ne veljajo in zdaj je kaplja čez rob bil seveda tale PCT pogoj, ker kot je prej Marjan povedal, ministri so celo poletje, čeprav so vedeli, da novi val prihaja, bili na Triglavu, PCT pogoj ni nikjer veljal, potem pa naenkrat je bilo pa treba imeti PCT tudi zato, da greš na bencinski servis, pa na avtobus, pa k zdravniku in celo za delo od doma. In seveda so ljudje jezni, frustrirani in hočejo drugačno reševanje krize. Zdaj jaz mislim, da ni več druge rešitve, kot da ta vlada odstopi, ker zavozili so, tako se ne da več delati in ljudje so enostavno izgubili zaupanje. Ne samo oni, ki so na ulicah bili včeraj in ne samo petkovi protestniki, več kot 2/3 ljudi ne zaupa več tej vladi. Pa če samo še pod vprašanje glede... Gospod Hojs, gospod Tonin, res čas je, da odstopite in da gremo na volitve, da dobimo vlado, ki bo imela legitimnost za to, da to državo pelje naprej, sicer bomo, me skrbi, tole gledali še 8 mesecev.